še enkrat, dobrodošli. Tako, vse ne bom nič govorila, kar predajam vas naši kolegici arheologinji Jani Kuhar, potem bo ona določila, kaj bo kaj povedal, bomo zlemamo, tako da bomo imeli tudi to lepo objavljeno, ker je res to velika zgodba in še enkrat smo vsem hvaležni, ki so sodelovali, da je ta razstava nastala, pa seveda tudi, da je ta izjemen predmet ilustriran vojni voz, keltski del našega muzeja. Tako da, kar lepo prosim, Jana, kar bi začnite. Ja, lepo pozdravljeni vsi, najlepša hvala za udeležbo na današnjem javnem vodstvu. Torej, s to razstavo 8 kopic za dvoje koles, ki smo jo odprli v prejšnjem mesecu, smo želeli predstaviti najnovejše raziskave na arheološkem najdišču, imenovanem Sejmišče, ki se nahaja tule 100 metrov proti, recimo, v smeri Save od našega gradu. Torej, Sejmišče je že od leta 1948, ko so bili ob izkopu temeljev za današnjo veterinarsko postajo odkriti prvi grobovi, bilo ustrezno prepoznano kot mlajše železnodobno najdišče, torej grobišče iz časa, ko so ta prostor poseljevali Kelti. Kelti so ljudstvo, ki se je oblikovalo v srednji Evropi in se razselilo potem po celi Evropi. V te kraje so prišli okrog 300 pred našim štetjem. Skupnost, ki je poseljevala Posavje, pa jo poznamo pod imenom Taurijski. Taurijski so bili torej prebivalci tega prostora. Na Sejmišču je bilo odkritih več kot 160 grobov, torej ta izkopavanja, ki so se začela 48. so se potem po posameznih etapah še nadaljevala. Grobišče ni bilo nikoli celovito raziskano, ampak pač takrat, ko je bila potreba zaradi nekih posegov, ki so potem omogočali nadaljnjo gradnjo. Tako da zadnja etapa izkopavanj se je odvijala tam še v letu 2017, no in to so ta material, ki je bil takrat odkrit, predstavljamo danes v teh vitrinah. In kaj je pa, recimo, zaradi česar je Sejmišče pomembno, oziroma kar mu daje poseben status med vsemi keltskimi najdišči, recimo v našem prostoru, je pa to, da so bili tam odkriti kar 3 bojni vozovi. In to smo seveda, naš osrednji del te razstave je ta rekonstrukcija bojnega voza, ki smo jo želeli torej prikazati. Zdaj pa zakaj mogoče še ta del razložim. Več kot tretjina grobov na tem najdišču je bilo bojevniških. To pomeni, da je bila ta skupnost, da je bila izrazito nekako vojaško naravnana oziroma velik del tega prebivalstva so bili bojevniki. Zdaj pa zakaj? Torej, ta del je tako imenovan Brežiška vrata, se tudi pravi. Torej, to je prostor, ko se Panonska nižina nekako skozi ta spodnji del Gorjancev nekako izvije in prelije v ta predalpski svet. In dejansko ta del med Brežicami in Dobovo je bil en tak prostor nadzora nad pomembnimi prometnicami, kot je recimo Sava, ki je bila že od prazgodovine plovna pot, nad pomembnimi prometnimi potmi. In verjetno je tu prebivala neka postojanka, neka posadka, ki je imela močan vojaški značaj, ker je nadzorovala te prometne poti in te pomembne prehode, ki so bili določeni tudi z geografsko podobo pokrajine. Verjetno zato je imela tak skupnost, tako močan vojaški značaj in verjetno tudi zato so bili te 3 keltski bojni vozovi odkriti na tem najdišču. Kje so prebivali, kje je bila ta naselbina, ni znano. Tudi moram povedati, da prazgodovinske naselbine je zelo težko odkriti, ker so večinoma bivališča bila lesena in pred časom tudi mogoče je niso prepoznali, če so kdaj izkopavali. Danes je recimo s sodobnimi metodami je to precej lažje, ampak povsem mogoče je, da je že uničena, lahko pa tudi, da jo bomo še odkrili. Torej, zdaj pa mogoče še, preden predam besedo mojstrom,
še besedo ali dve o bojnih vozovih. Torej, bojni voz je taka zelo zanimiva iznajdba. V bistvu, nekateri jo celo uvrščajo med pomembnejše tehnološke iznajdbe sploh v zgodovini. Zakaj? Torej, poznamo jo že okrog 3000 pred našim štetjem iz Mezopotamije, potem pa so se vozovi razvijali, postali lažji. Zelo pomembno je, da recimo ta iznajdba, ki je iz Egipta izvira, torej kolesa z naperami, torej to so te špice, ne? To je omogočalo vozovom, da so bili lažje konstrukcije, hitrejši. In že na upodobitvah mezopotamskih imamo torej prikaze teh vozov, pod katerimi ležijo ljudje, ne? Torej je razvidno, da je bilo to sredstvo namenjeno vojskovanju, ker so ga prikazovali tako, kot da je nekako vozilo čez sovražnike. Torej, gre za neko pomembno prevozno sredstvo, to je eno, in tudi sredstvo, ki se je uporabljalo v vojskovanju. Torej, Kelti vsekakor, kot vidimo, niso bili prvi, ki so uporabljali bojni voz, je pa bojni voz bil v tem delu sveta neka relativna novost, sploh na tak način. In dejansko Keltom je omogočal bojni voz, da so bili enakovreden tekmec tudi Rimljanom. Vsi poznate stripe Asterixa in Obelixa, kako so se torej uporni Galci, oni so bili Kelti seveda, ne, sicer na območju današnje Francije, in so se borili s svojim nasprotnikom z Rimljani, kjer so jim bili recimo tam, sicer v stripih to bolj komično prikazujejo, ampak Kelti so bili zelo dolgo resna konkurenca tej nastajajoči velesili. In dejansko tudi veliko podatkov, ki jih mi danes vemo o Keltih iz zgodovinskih virov, izvira dejansko od rimskih zgodovinarjev, politikov, torej Gaj Julij Cezar je bil eden od piscev, ki so recimo pustili najbolj celovite zapise o Keltih, ker so jih seveda morali preučevati kot svoje nasprotnike. Iz teh zapisov seveda zvemo marsikaj, ne bomo trdili, da so najbolj objektivni, ampak so pa zelo, zelo zanimivi. Rimljani jih opisujejo kot divje bojevnike, ki so si belili lase z lugom in česali nazaj, pišejo, da so si puščali dolge brke, brade so si brili z britvami, tudi britve bom pokazala, so med najdbami, nosili so hlače, kar je bila takrat novost, imeli so že karirasto tkano blago in potem pa opisujete njihove tehnike, kako so se pred bojem poslikali po telesih, po obrazih, kako so se divje drli in ritmično udarjali ob ščite z meči pred bojem. Torej, to si tako lahko slikovito vse predstavljamo. In potem seveda ta njihov bojni voz, pa tudi je bilo eno tako njihovo pomembno sredstvo, ki jim je, kot smo rekli, dajalo prednost pred nasprotniki. Voz sta upravljala, torej na vozu sta bila dva vojaka, eden je bil voznik, ki je upravljal s konji, drugi je bil pa napadalec. In ta napadalec je bil, vse povsod ga je bilo polno, to si morate predstavljati, oni so tekli po ojesu, stali konjem na hrbtih, to so bili izjemno spretni. Konji so bili v bistvu taki manjši, vzdržljivi konjiči, ki so s temi vozovi tudi preskakovali jarke, manjše potoke. To, v bistvu izjemno spretni so bili v tem vojskovanju. In mi smo seveda, ko smo ta voz predstavljali, smo tudi želeli povedati, oziroma nekako smo želeli, da tudi občinstvo, ko si ta voz ogleduje in ga občuduje, da nekako se vsi zavedamo, da je šlo vendarle za neko vojaško tehnologijo, ki je bila namenjena uničevanju nasprotnika v prvi vrsti. Torej, nič kaj zelo plemenitega, bi rekli, ali pa zelo človeškega. Ni bilo v rabi tega voza, je pa vanj vključene ogromno, torej najnovejša tehnologija. Tako kot še danes, če pogledamo, vojska uporablja najnovejšo tehnologijo v vojskovanju in enako je bilo pri Keltih. Torej, tako da smo v bistvu na ta voz nekako bolj gledali preko teh obrtniških znanj, njihovih spretnosti, ki so jih imeli, da so ga lahko ustvarili. In dejansko je bil voz res taka zanimiva iznajdba. Voz je bil lahek, enoosni, vidimo, z dvema
lesenima kolesoma, na katera sta bila nameščena 2 kolesna obroča. Mogoče o tem bomo še besedo ali 2 kasneje spregovorili, kako je bilo to izdelano. Imel je oje in verjetno vsaj v neki prvi fazi je bil tale jarem, nad katerim se vsi zelo čudijo, ampak to je bila neka faza razvoja voza. In najprej so dejansko s takimi jarmi še vozili, potem pa so lažjo neko opremo za konja že iznašli. Voz je bil pa ob straneh s takimi loki opremljen, ki so nudile temu napadalcu oporo in zaščito med to divjo vožnjo. Moramo si predstavljati seveda ceste takrat v prazgodovini, neke poti so že obstajale, ampak to niso bile neke gladke ceste, to je bilo zelo vse skupaj tresoče, sploh med hitro vožnjo. In on je uporabljal te loke tako, da se je oprl in tudi delno kot s tem debelim usnjem so ga varovali. Potem ena taka zanimivost je, da je bil voz vzmeten, ne, bom mogoče zdaj malo pokazala. Torej, tale platforma lesena je nameščena na vrvi, v bistvu je plavajoča, ne, če jo malo pozibamo, vidimo. In to je bilo eno tako prvo vzmetenje, ki so ga oni že poznali in ga uporabljali. Tudi vidimo, da je morala ta vrv, bi se ob konstantni napetosti čez čas popustila, so jo morali potem tudi zategovati in tako smo morali tudi ta sistem napenjanja vrvi nekako iznajti. Zakaj govorim iznajti? No, zdaj pa prihajamo k drugemu delu. Mi smo želeli seveda ta voz rekonstruirati. Zakaj? Če si pogledate v to vitrino, boste videli, mogoče vas povabim bližje, kako so dejansko videti ostanki tega bojnega voza, ki so bili odkriti v grobu. Torej, naj pojasnim v nekaj besedah. Pogrebni ritual, torej tauriskov v Posavju, je bil tak, da so pokojnika skupaj z vsem njegovim imetjem položili na grmado, oziroma v tem primeru verjetno kar na voz in torej vse skupaj zakurili. Njihov pogrebni obred je torej obsegal uničenje, torej sežig pokojnika in tudi vsega njegovega imetja. Ko je ta grmada dogorela, so pobrali njegove kosti, torej tiste delčke, ki niso zgoreli, gre za krajše, manjše koščke, jih zbrali v neko tekstilno ali usnjeno vrečko, ki so jo položili v grobno jamo. Hkrati so pa pobrali tudi vse tiste predmete, ki niso zgoreli, seveda je šlo pri vozu za kovinske dele, ki so v manjšem delu prisotni. Ne? Gre za kolesne obroče, pestne obroče, dele podvozja, ne? To so vse pobrali in mu položili v grob, ostalo je pa zgorelo. In mi smo v tem grobu odkrili samo seveda železne dele, te železne dele so pa oni še dodatno zvili, uničili in jih popolnoma izmaličili. Gre seveda za izjemno najdbo, ampak mi, če pokažemo tisti kupček železa, bodo vsi rekli, ja, kaj pa je to, kako naj mi zdaj vemo, da je to voz. Ne? In to je bil tudi glavni razlog, da smo si želeli izdelati to rekonstrukcijo, da lahko pokažemo, kakšen je dejansko ta bojni voz bil. Je pa ta projekt bil en tak zelo, zelo zanimiv. Že ko smo ga pripravljali, ko smo si želeli voz rekonstruirati, smo vedeli, da bomo potrebovali več obrtnikov z zelo specifičnimi znanji. Torej v prvi vrsti kolarja. Kolarstvo, vemo, bo gospod povedal, Jevšenak je z nami, ki je izdeloval lesene dele voza. Kolarstvo je obrt, ki v Sloveniji izumira, mislim, da so še 2 ali 3, ne? Ste še pri nas nič več kolarjev. To je bil že prvi izziv, da sploh najdemo osebo, ki bo sposobna ta dela izvesti. Drugi del je bilo kovaštvo. Kovač je bil tudi postavljen pred en poseben izziv. Namreč, Kelti so bili izjemni obrtniki, izjemni rokodelci. Oni so, v bistvu kolesa so okovali, mi ko smo preučevali te kolesne obroče, smo ugotovili, da so izdelani iz enega samega kosa, da so bili segreti in ko so se ob segrevanju razširili, so jih oni namestili na kolo in potem ohlajali, tako da so se skrčili in oprijeli ta leseni del. V bistvu to terja eno izjemno poznavanje materialov, tehnologij, izjemno obvladovanje tega procesa kovaškega. In to so Kelti obvladali tudi po njihovih drugih izdelkih, po nakitu, po mečih. Vidimo, da so bili izjemno spretni, vešči in da so res popolnoma obvladovali to obrt.
No, Kovač je bil recimo pred ta izziv postavljen. Potem smo seveda potrebovali še človeka, ki bo te usnjene dele pripravil, preplet, in potem, ko smo imeli vse te kose nekako izdelane, je bil pa še ta izziv vzmetenja. Ko so vsi nekako rekli, to pa ni moj del, to ni bil od nikogar del vzmetenja, ampak smo ga potem nekako vsi skupaj namislili. Zdaj, približno vemo, kako so vozovi izgledali, vemo po podobitvah, morda pa ni po vseh detaljih, torej to je interpretacija. Verjetno je izvirni voz bil v nekih podrobnostih drugačen, ampak v svojem bistvu gre pa za to izdelavo. Tako da, danes sem zelo vesela, da imamo tukaj gospoda Valentina Jevšenaka in gospoda Andreja Jevšenaka, torej kolarja, ki je izdeloval voz in njegovega očeta, po katerem je nasledil to kolarsko obrt. In oba sta se zelo angažirala in brez njiju dejansko ne bi bila mogoča izvedba te rekonstrukcije. Gospod Klemen Zorko je izvajal kovaška dela in je danes odsoten, ker ni mogel priti, ima neko pot. In potem je bil še pa gospod Milojko Kumer, ki je pa izdeloval lesene dele voza, je pa tudi zaradi bolezni danes odsoten. Tako da bi mogoče, če lahko, bi vas jaz pozvala, pa da še vi predstavite vaš vidik izdelave in mogoče kateri so bili največji izzivi, s katerimi ste se srečevali, če bi lahko predstavili. Potem bomo pa še kakšne podrobnosti predstavili. In se o tem pogovorili, videli tudi skice, slike, kako ta voz naj bi izgledal. In smo se pogovarjali približno pol leta, nekaj takega je bilo za tole. In potem se je začelo kar resno. Malo sreče smo imeli tole, ker se je nekoč pri nas tudi delala že ta obrt. Je bilo še na zalogi ta les, ki je star po 20 ali več let, suh jasenov les. In smo se ga lahko podstopili. In je šlo ta prvo skica 1:1 in se po tistemu pogledali, če vse se ujema in se potem nadaljevalo. Dosti to ročnega dela, v glavnem se to na roke delalo, kot nekoč in je bilo ogromno ur je šlo zaradi tega, da se to naredilo. Ko se je osnovo z lesa naredilo, smo mogli kolesa pa to saj peste pelet Kovaču tu v Krško, da smo dali te rinke gor pa tole in da se je lahko pol nadaljevalo. Ko je bilo to naredilo, so je pa pol šprikle noter, malo se je videlo tam na enem posnetku, ko smo imeli, je bilo tudi na televiziji. Aha, to je pa v prvi niši je ta posnetek. In ko se je to vse skupaj spravilo, smo spet Kovaču peljali, da je dal še šino gor, pa te detajle, ko se vidi povezava z vrvico. Gospoda Milojkota poznamo že mnogo let, ker on je pač nek umetnik, kipar pa takole in se spoznal tudi na to, ker je večkrat obnavljal kakšne stare stvari in smo na srečo imeli tudi, ker je bila v Šoštanju tovarna usnja, čeprav je že več let ni, so še bili to usnje še bilo iz te tovarne, to res močno debelo, ker smo imeli res probleme iskati, ni tega usnja nikjer več bilo, in smo imeli to srečo in on se tega podstopil in še potem po tem okvirju, ko smo naredili, še on to prepletel pa naredil. In ko je bilo to končano, smo pripeljali sem in postavili, in se že kako leto nazaj se je videlo, da se je kar ujelo, to, kar smo bili dogovorjeni. Še to še povem, kopija tega voza smo videli tudi iz posnetka, mislim, da Avstrija, kje je bilo, ko je bilo celo vozili, so uporabljali, so ga s konji, ampak je pol napisalo, da so zelo trpela tista dva, ko sta se vozila z njima. Potem, da se je videl tudi, podobne kopije so tudi druge v Evropi, ne sam tule, mislim tako. Tako, v bistvu poznamo Narodni muzej Švice je delal rekonstrukcijo, oni imajo to znamenito najdišče Laten, ker je zaradi tega močvirskega terena ogromno najti tudi v tem močvirskem blatu se je ohranilo, tudi lesenih delov, tako da so oni na podlagi teh najdb izdelali rekonstrukcijo in potem še Avstrijci. Potem pa še Britanci so tudi delali take rekonstrukcije. Pri nas je pa to prva. V Sloveniji, ker smo tudi edini muzej, ki sploh hrani ostanke prazgodovinskih bojnih vozov. Tako, in zdaj lahko to gledamo, Tako. Ja. Tako, evo, vmesni aplavz, hvala mojstroma, tudi ja.
Ja, to je pa oče, ki sva skupaj delala, čeprav je čez 90 let, ampak se je določene stvari, vse mi vse vemo, a ne? Ampak ko pa je treba res nekaj skupaj spraviti, sem mogel pa njega poklicati, da smo res tiste detajle, res pravi kot, edino to je bilo, a ne? Pravi kolesi iz tistih časov so bili še ravni. Tati kolesi so tam iz srednjega veka, ali kaj, ko greš rahlo pod kotom in je malo težje narediti, to je pa zaradi tega, da je kolo bolj vibrira. Mislim, da ni bilo polni udarci, ampak da je že kolo samo malo vibriralo. In tu smo pa še onega mojstra najditi, ker so včasih več cajta za to vzeli. Ja, nam se stalno mudi, ampak smo mogli to narediti, tako da se je to speljalo. Ja. Ja, mogoče še tako ena taka zanimiva anekdota, ko je tako mogoče delno samo pomembna za to zgodbo, rekonstrukcija, ampak je pa zelo dobro na tem vidno, kako izumirajo ta znanja. Torej, ta voz je narejen z leseno osjo in lesenim pestom, to pomeni, da se obrablja, ne? Zdaj bom jaz prav povedala, pesto se obrablja, ne? Ob osi. Ker je lesena, ja. Tako, ker je oboje leseno. Zdaj pa mi smo v vseh grobovih odkrili take kovinske ploščice, ko smo se skozi spraševali, čemu te ploščice služijo. Pa smo potem nekako sva z Jožetom, ko ga pa potem pozvala, da kaj pove, smo ugotavljali, čemu bi služile in smo dejansko potem se je izkazalo, no, ko nam je pa gospod Valentin povedal, da smo dejansko pravilno ugotovili, da so te ploščice bile namenjene, ko se je pesto obrablo ob osi, so ga nadomestili tisti obrabljen del s kovino. In gospod je to še delal pred veliko leti, ne? Je tako? Ja. Tako. In tako smo v bistvu tudi skozi neko prakso izdelave potrdili, da je bila neka naša hipoteza točna, zakaj so se eni deli uporabljali. Ne? Tako da to je res zanimivo, kako neka znanja, in mogoče danes jih še imamo tu, ne? Pa če se ohranijo, če jih bomo danes, ne vem, zapisali, jih bomo imeli, sicer pa veliko tega znanja se izgublja. Ne? Zdaj pa še bi izpostavila Jožeta Lorberja. Predstavljati je treba, da to železo, ki je bilo več kot 2000 let v zemlji, ko ga izkopljemo, ni v najboljšem stanju, ne? In potem pridejo na pomoč naši restauratorji, konzervatorji, ki te predmete stabilizirajo, dopolnijo mogoče manjkajoče dele in jih pripravijo, da so primerni za na razstavo. Ne? In mogoče bo Jože en del predstavil tega svojega dela. Jože je pa, nekaj prinesel. Jože je 40 let delal v Posavskem muzeju Brežice kot konzervator, restaurator. Je prinesel stavno, vidite. Lep pozdrav. Kakor je bilo že povedano, sem na tem gradivu delal številna leta, ne? In to so keltski predmeti, so zelo raznoliki, ne? Od moške bojne opreme, se pravi meči, sulice, posuškarje, britve, fibole pri ženskah, zapestnice in tak naprej. No in jaz bi sam tak povedal na kratko. Ko sem bil prvič na izobraževanju v Nemčiji, v Mainzu, Inštitutu za arheologijo leta 1983, no in to so tele obroči. Na teh sem takrat delal v Nemčiji, dva obroča, kolesna zunanja obroča, ki so jih vosov sežgali, ne? In potem te obroče so zvili in dali v grob. No, in na teh obročih sem delal jaz takrat v Mainzu, sem bil 3 mesece in na teh obročih sem delal 1 mesec. Ne? 1 mesec dela na teh 2 obročih. No in ko je to gradivo najdeno v zemlji, je v bistvu tako nekako podobno tem predmetu, te potkvi železni, to je zasigano s to korozijo, zemljo in tako, ne? In to treba zdaj predmet izluščiti ven. Tu na drugi potkvi sem pa pokazal, to sem tak primer, kak je polovica očiščena, polovica pa je še v tistem stanju, kakor ta predmet bil. Ne? In to so v bistvu taki dolgotrajni postopki, ki trajajo različno dolgo. Ne? Tako da odvisno od predmeta. Zdaj pa tako, ali je predmet, ki se najde v zemlji, lahko je recimo dobovsko gradivo, keltsko, ki je bilo res dobro ohranjeno, zakopano v čistem pesku, je bilo praktično kot novo, ne bi rekel. Sam korozija gor in se tisto očistilo, dočim tole brežiško je pa podobno bolj tem novomeškem gradivu iz mlajše železne dobe in je v bistvu že tako, da je tudi ponekod brez jadra, v bistvu sam
Tako da je različno, no, in je problematično. Tako da treba previdno, da predmet očistiš, izluščiš, potem stabiliziraš, da to ne korodira naprej in tako da potem ta predmet zasije vitrini, kakor boste tle videli. Ne. To je tako na kratko povedano. Več pa ne bi govoril, ker sem vse povedal zdaj zaenkrat. Ne. Pa bodo naj predmeti govorijo. Ne. Hvala, Jože. Zdaj pa bi jaz še svojo sodelavko poklicala malo bližje. Sam toliko, da mogoče ste malo več mene gledali pa poslušali, ampak Petra je bila pa vedno zraven, ko se je pripravljalo, dokumentiralo. Ne, moram povedati tudi ta del, da v bistvu to, da se lahko izvede takšna rekonstrukcija, je seveda treba narediti prej veliko stvari. Treba izpeljati raziskave, najprej restaurirati gradivo, potem je bilo treba preučiti, kako se bo sploh ta voz delal, določiti dimenzije, pripraviti skice, da smo jih predali mojstrom, da so lahko začeli delati. In pri vsem tem delu je bila Petra moja desna roka in tudi ključna pri izvedbi projekta, tako da se tudi lepo zahvaljujem. In ne vem, lahko poveš kaj, kako si ti videla mogoče to izdelavo oziroma to izvedbo projekta ali pa kaj ti je bilo mogoče najbolj, ne vem. Mislim, že v samem štartu, ne? Recimo, ko smo začeli samim vozom, ne, veliko tega, kar je že bilo narejenega, je bilo recimo v Švici. Tudi vsi teksti so bili recimo v nemščini, ne, tako da že tukaj je bil prvi recimo ta korak, ne, da vidimo, kako so oni te stvari izdelali, ne, in potem kakšne meritve so imeli, ne, recimo za te voze. In pol v bistvu na koncu smo ugotovili, da ta naš voz ima nekako iste meritve, ne, se pravi, kolesni obroči so bili nekako iste dimenzije kot tisti v Švici. Tako da smo si v bistvu s tistim gradivom zelo veliko pomagali, ne, ker lesa pri nas pač ni bilo, ne, odkritega oziroma pač je v zemlji, ne, razpadu. Tako da ostalo sem pa veliko delala v bistvu z gradivom, ki je tudi tako zelo zanimivo. Ne, lahko si tudi sami pogledate, je bilo veliko tudi dvojnih pokopov, ne, recimo moških dvojnih pokopov, pa tudi kombinacija moški-ženska, ne, tako da tu je potem vprašanje, kaj se je, ne, zgodilo, da sta v bistvu oba pristala skupaj v grobu. Tako da jaz vas povabim, no, da si ogledate še predmete v vitrini, ki so res enkratni. No. Tako da, če boste imeli pa kakšno vprašanje bolj specifično, ne, pa smo vam tu na voljo. Ne? Ja, mogoče še bom jaz samo en stavek, dva, potem pa, če bi kdo želel kaj vprašati, bi mogoče še dali občinstvo, jaz sem kar držala to. Torej, v vitrinah smo izbrali, ne vem, 5 ali 6 grobov, ki so tako posebej zanimivi, reprezentančni. In tudi potem nad temi vitrinami vidimo, gre en tak pano, kjer smo pa poskušali tudi interpretirati. Zdaj, marsičesa ne bomo nikoli vedeli. Torej, zakaj sta, ne vem, bojevnik in ženska pokopana v istem grobu? Kaj se je zgodilo? Ali je bila to, ali sta sočasno umrla zaradi nesreče? Ali je bila to neka bolezen? Ali je bila mogoče ona celo žrtvovana? Ker nekateri zgodovinarji pišejo o obredu žrtvovanja na grobu bojevnika, ampak ne pri teh keltskih skupnostih pri nas, pri drugih, ne? Ampak dejansko je to neka možnost. Potem imamo grob z 2 bojevnikoma. Kaj je bilo z njima? Sta bila brata? Sta bila mogoče oče in sin, ki sta skupaj? To so v bistvu te interpretacije, o katerih se mi lahko samo sprašujemo in ne vemo, kaj se je z njimi zgodilo. Ne? V bistvu od njih so ostali te predmeti, ki jih lahko občudujemo v vitrinah. Se pa vidi, ne, to pa moram poudariti, Kelti so bili izjemni rokodelci, to ne moramo nikoli dovolj poudariti. Te njihovi meči so bili izdelani po tehnologiji, kakršno danes poznajo samo še recimo Japonci, ko delajo samurajske meče. Dejansko na enak način to plastenje, v bistvu teh izdelkov nimamo trenutno mojstrov, ki bi znali poustvariti to njihovo železarsko obrt, to, kar so pač oni delali. Tako da vas povabim, res pogledajte si tudi zlati prstani njihovi, srebrni, to so tako izjemno natančno, precizno delo, z zelo bogatim okrasom. Tako da so en kup takih zanimivih stvari pustili za sabo.
Seveda mi smo potem poskušali tudi to sejmišče predstaviti, ker je sejmišče je tako, en del je ta, ki je pod zemljo, ne, imamo keltske grobove, nad zemljo se pa Brežičani še dobro spomnijo, še pred 20 leti pa sejma, ne, tako da na tistem prvem delu imamo še ta etnološki del razstave, ki pa predstavlja, kaj je pa sejmišče pomenilo v kolektivnem spominu domačinov, da je bil to prostor, kjer se je prodajala živina, kjer so hodili ob sobotah na kotlovino ali pa se družiti ali pa kaj kupovati. Tako da imamo ta nivo nad zemljo pa pod zemljo oziroma to, kar je v kolektivnem spominu pa to, kar smo arheologi recimo izkopali. Ne? In spet tudi pri vozu se spet nekako povezuje ta arheologija pa s sodobnimi obrtniškimi znanji oziroma temi znanji, ki tudi že počasi izumirajo. Tako da smo nekako poskušali preplesti staro z novim in to razstavo nekako osmisliti tudi v današnjih očeh. Tako da upamo, da nam je uspelo. Zdaj pa res prosim, če ima kdo še kakšna vprašanja, pa na dan. Hvala lepa. Hvala.